Rad bi, da danes pogledamo par Jezusovih dejanj, štera so najprav tipična za Božjega sina, ampak nam leko pokažejo dosta stvari o Božji naravi, kakšen je Bog. Za Jezusa je bilo eno dejstvo jasno. Njegov nebeški oče je nejčemere naredi. S to, ko so ga zavrgli, ko so grehe napravili. Ampak je poln ljubezni in milosti in si šče nazaj spostaviti odnos med Bogom, med seboj in omi ljudmi. In znate, Jezus je v tom svojem času, v svojem življenju tudi na zemlji delal par stvari, štiri so v tisti čas nejnotro poslale. In farizejri in pismuki so bili čemerni, zgroženi so bili na tem, zato se je Jezus družil z cariniki, z grešniki. Pa to je proti Božji volji. Ampak Jezus je bil prepričan, da je Bog drugačen, kot si mnogokrat mi mislimo. In znate, to priliko za odnos Boga in grešnega človeka je pravo v prilike o izgubljene ovce. In pastiri, štere je pusto svojo čredo in šel tisto ovco iskat. V Luki 15 ima to tok, od 4. naprej. Kdo izmed vas, ki ima 100 ovc, pa izgubi eno od njih, ne pusti 99 v puščavi in gre za izgubljeno, dokler je ne najde. In ko jo najde, jo vesel zadane za rame, ko prije domov, skliče prijatelji in sosede ter jim pravi: veselite se z menoj, kajti našel se ovco, ki je bila izgubljena. To je zelo, zelo znana slika Boga in grešnega človeka. Bog oče ali Jezus, kot dobri pastir, nas grešne ljudi vzeme na svoje ramena in nas pela domov. Za moje življenje kot kristjana, tudi za vas, kot človeka, tistega, štiri zavibamo Gospode, to pomeni, jaz sedim na Božjih ramah in on mene nese na varno, on me nese domov. In Jezus pripoveduje to priliko, eno za tako stihov strastjo in s tem zavrača istočasno vse tiste, ki učijo o Bogu, da Bog grešnike izključuje, da jih obsoja, da jih kaznuje. Mene pa navdušuje prav ta prilika. Kakšnega ljubečega Boga imamo. To, ko svet zavrže, to, ko je v sveti zaničevano, to on išče. On vztraja, dragi moji, pri tebi. Iščete. Ščete imeti ob sebi. Veseli se zmjov v mojih uspehoh. Dragi, to nam pomeni ti, kot ta ovca, si za Boga vreden, cenjeni si. On se je podal na pot, da bi tebe našel. In to je dragocena slika. Ampak zdaj si pogledamo eno popolnoma drugačno sliko Jezusa. In v tem primeru se kaže njegova ljubezen in strast do Boga za druga vidika. Marko 11, od 15 naprej. Prišli so v Jeruzalem, stopil je v tempelj in začel izganjati tiste, ki so v templju prodajali in kupovali. Menjavcem denarja je prevrnil mize, prodajalcem golobov pa stole in ni pustil, da bi kdorkoli nesel skozi tempelj. Učil jih je, ali ni pisano: moja hiša naj se imenuje hiša molitve za vse narode, vi pa ste in je naredili razbojniško jamo. Ko so to slišali veliki duhovniki in pismuhi, so iskali način, kako bi ga umorili. Bali pa so se ga, ker je vse ljudstvo strmelo nad njegovim naukom. Vidimo tu Jezusa v popolnoma drugoj akciji, v drugoj stanje. Znontka so različne razlage tega dejanja, šterega Jezus tu napravil, ampak jaz bi se v tom jutri osredotočil samo na eno. In dragi moji, za svojim denarjem si mi ne moremo odpuščanja, sprave z Bogom kupiti.
Ljudje v tom templju so prodajali stvari za žrtvovanje Bogu. Mi znamo način starozaveznega dela, da se mogo za grehe žrtvovati nekaj. Ti so kipivali, preprodajali, da bi s tem pokrili svoje grehe. In Jezus je že takrat proroško pravil, tempelj naj bude kraj molitve. Ti, in kasneje vidimo, da nas čiti tudi, da smo mi tempelj Svetega Duha. To naj bude kraj molitve v nas, tudi v cerkvi, kajti preko tvojega pogovora, tvojega osebnega pogovora z Bogom, dobiš odpuščanje. Doživeš odpuščanje. In to lahko dosegneš zaradi Božje ljubezni, šterov te on ljube. Ne pa na vso silo, ne za vso močjo, ne za premoženjem, ne vem, kaj s kim. Predstavljajte se v tistem času. Tisti, ki so si lahko kupili odpuščanje, so imeli gotovost, da lahko žrtvujejo. Ampak bilo je dosti srmakov. Tisti so si greha ne mogli privoščiti. Tako slikovito se je to povem. Ampak dejansko, ker je bilo točno navodilo, ko treba za kaj žrtvovati. Ampak Bog kaže, da ne za silov, ne z močjo, ampak z ljubeznostjo on dela. In vsa moralna načela, štera imamo, ne moremo mi za svojo lastno močjo dosegniti. Seveda, to dejanje, vodenje, vodjem tistega časa ne je ustrezalo. Vidimo, nasprotovali so in kasneje so tudi uspeli, so ga umorili. Ko pa pomeni tako radikalno, tako jezno, Jezus je bil čemeren ton. Bojmo si iskreni. Bil je čemeren, bil je nasilen, prevračuje mize. Ko pomeni to, ali kakšno smisel ima to Jezusovo dejanje v povezavi z Božjo ljubeznostjo do nas? Na kakšen način naj mi ti Jezusa posnemamo? Kaj mislim, kaleko mi za našega Boga, Boga ljubezni, včasih tudi kaj riskiramo, tvegamo. Včasih smo lahko zaradi naše vere do Boga med ljudmi nepriljubljeni. Včasih se je potrebno za svojo vero boriti, se postaviti na trden temelj in zagovarjati toliko vrvleš. Včasih, štere živimo, je že tvegano, da poveš, da verješ v Boga, v enega Boga, živega Boga, Boga Biblije. Študentje, dijaki, ali znajo vaše sošolce, s katerimi se vi srečujete, ko hodite v cerkev, ali znajo, ko verjete v živoga Boga? Samo tako, sami sebi odgovorite. Ali nas je pa srom mogoče to povedati, kot da si drugim mislite, nekaj tvegate. Ali lahko zagovarjaš v družbi, v javnosti, kje si, da vrleš v družino moškega in ženske, ki dobivate otroke. Danes si netoleranten, si zaničevani, nenormalen v tom času, kako pa tleko to poveš. Ne vem, če ste zasledili, če ne prelegneš na Facebook skupini, daš sliko gor Neymara. To je nogometaš Neymar, leko od njega učimo koščemo. To je tisti, šteri najbolje se kubaca, da ga što je brsne, ko prej najbolje boli. Ampak on je vedno zagovarjal, da je kristjan in veruje v Boga. In zakaj sem to sliko izbral? On je zdaj šel, ker je pod starejši in to je za moderno in se v arabskih državah zelo dobro da zaslužiti, tja nogomet špilat. In je bilo v vseh medijih, kako si lahko eden svetovni nogometaš dovoli v arabski državi, da ima lonček s križem gor. Zato sem to sliko ščel gor džote. Kako je to netolerantno, nespoštljivo do muslimanskega sveta. Spomnite se da je naslednjo sliko, spomnite se par let nazaj, da je en drugi nogometaš Slovenije začel to delati. Se spomnite? Markusa Tavareša. Koliko ljudi se je z njega smeđalo? Ma ko je Jezus?
Tej Brazilec je prišel vse. Ampak znate, preko njegovih akcij, ki je to delo, je mnogo ljudi se dalo in je dalo misliti. In danes je legenda, dobesedno legenda slovenskega športa ali nogometa. Nekaj tvegate. Se izpostavite ali nekaj tvegate, povedate nej, da te kolege, prijatelje ponudijo kakšen drink ali pijačo, šte raznaš, kaj ti ne dobro, ali ti dobro ne služi, da ti ponudijo čik, ali pa mogoče prvi joint potegni malo, probaj, pa nikaj ti ne reš časi. Povedate nej. Ne treba vsake neumnosti sprobate. Znate, naša sedanja dejanja imajo posledice v bodočnosti. Tega se moramo, to mi starejše za sebe, to že znamo, mladi se tega še včijo in ne dajte se na vlastnih napakah včiti, če so se drugi že pravili, kaj je najdobro. Ne, ampak dejanja, ki jih gnezdi napravimo, imajo posledice tudi v bodočnosti. Biti drugačen. Ne izobčati. In dragi, to je tudi zdaj pomembno, da se živimo v tom času, oziroma to je ponovnoma vojna v Izraele. Molimo za Izrael, Božji izvoljeni rod. Znamo, narod so to. Ampak molimo, kako smo tudi pravili, tudi za nedužne Palestince. In ne obsojamo. In danes v Evropi, skoraj vsi, ki delamo v Avstriji ali delamo v večjih firmah, imamo muslimane med seboj, ki so tako ali drugače radikalne, ali so pa te okolika so še muslimani. Ali imeti z njimi stik? Ali se z njimi pogovarjate? Ali jih izobčete? Kasneje bomo to tudi malo navedel. Ampak znate, za mene je pomembno, da pristopimo do človeka kot od Boga ljubljene osebe, ki nica odrešenja. Najbolj je to zdaj musliman ali nekdo, ki ne verje v Boga, ali pa verje v kakšnega koli, ampak njim povedati resnico, da obstaja samo ena pot, štera je istina in življenje. Ali pa stopiti do zapostavljenih oseb, šteri so zaničevani, pa čeprav, da je potem druga množica ljudi me misli, da nam imel, pa ko si čuden, ko se s temi srečuješ. Primer, Jezus cestninare, grešniki, da s njim prepovedovali. Ja, dragi moji, naša naloga je, da imamo dober odnos z vsemi ljudmi. Včasih nam pa enostavno manjka poguma. Ali pa ne vemo pravilno ukrepati. In naš cilj mora biti spraviti ljubezen do drugih v dejanja kljub uporu, kljub nasprotovanju, što bomo doživljali. Odločno, jasno in brez straha, ampak znate ko, tudi z občutkom. Tudi za pravilnim pristopom moramo izkoristiti situacijo in osebi povedati, što smo, ko smo, v ko verjamemo. Govorili smo o Jezusu, ki je bil čemeren, poderuje mize, rušil. Ali ste zasledili Jezusa, da je ostalo brez besed? En primer bomo še prečitali, popolnoma drugačna situacija je. Znate, da se je srečal za kanaansko poganko. Žena, štera je prosila za pomoč, ker je njena hčerka bila obsedena z demonami. Jezus pa je poleg tega molčal. Ne se je zmenil za njo, ker to je ne bilo njegovo poslanstvo, pravi. Poslal sem lek izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Ampak ta žena je vztrajala in je dosegnila, ko je hotela. In da bi razumeli celo dogajanje, preštemo tej odlomek. Matej 15 od 21 dole.
Jezus je odšel tam in se umaknil v Tirsko in Sidomsko pokrajino. In glej, prišla je kanaanska žena iz tistih krajev in vpila: Gospod, Davidov sin, usmili se me, mojo hčer zelo mučijo demoni. Vendar ji ni odgovoril niti besede. Tedaj so pristopili njegovi učenci in ga prosili: odpravijo, ker vpije za nami. Kakšna božja ljubezen je tu opisana? Malo čudno. Odgovoril je in dejal: poslan sem le k izgubljeni ovcam Izraelove hiše. Prišla je preden in rekla: Gospod, pomagaj mi. Odgovoril ji je in je dejal. In da to štejte, probajte razumeti, da je te besede izgovoril Božji sin. Skoraj da neverjetno. Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom. Ona pa je rekla: tako je, Gospod, pa vem, da tudi psi jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev. Tedaj je odgovoril. Rekel je: o žena, velika je tvoja vera, zgodi naj se ti, kakor želiš. In njena hči je ozdravela tisto uro. Bilo je tu, kaj povemo, haleluja, ko se je to zgodilo. Ampak v tom konfliktu Palestinci, Izraelci, Kananci, to so vse te narode tam spodaj. Izraelce so v tistem času, in temu dole gočo, imeli za pogane vse druge toliko vredne kot pse. Zaničevali so jih. Kruto. Božji narod. In Jezus se tu drži tega dejstva. Dan danes, pa to je se menjavalo, pa še itak to gej, kljub tak. Ampak dan danes, če te poslušali enega muslimana, ki da gučo o židih ali kristijanih, neverniki, hudiči, psi. In te razumemo. Mislim, ne razumemo, ampak te se lahko predstavljamo, zakaj toliko nasilja. Stavkar spoštovanja do drugega človeka, ne kot sočloveka, ampak kot pes. Izraelci so v tistem času bili Božja deca in pogane, kako je to hudo zveni, so bili kot psi, nič vredni. Toda ta ženska je vztrajala in prosi Jezusa, pa daj ti non pson, sama sebe imenuje tok. Daj naj vsaj te drobtinice. Naj samo drobtinice od mize gospodarja spadnejo k non. Naj vsaj ta drobtinica tvoje ljubezni, tvoje zdravilne moči spadne na mene. In na tej način Jezus pomaga, pravi, žena, tvoja vera je tako velika, ko ščeš, to se te naj zgodi. In v tistem trenutku je njena hčerka ozdravela. Jezus je tu v tom trenutku dovolil. In to je mene navdalo, da sem to malo bolje proučeval. Je dovolil, ko ga je ena poganka prepričala, da odrešenje obstaja tudi za pogane. Malo mislimo, to je ne v tistem času bilo mogoče. Za Izraelce, za Božji narod, tudi Samarijo, da so imeli to. Znamo, to so tudi kavle vrat, ne vega doleč, samo ko ne bi šli mimo, ko se ne bi s kim srečali. Jezus je napravil tudi takrat spremembe. Ampak Jezus je tu je dovolil, da ga je ena žena, kot prvo ženska, kot drugo poganka, prepričala, da je odrešenje tudi za njih. In dragi moji, strast do Boga, strast do Božje ljubezne moramo imeti mi v vseh situacijah. Mi moramo
Gospoda ljubite. In dostakrat kaj tvegate, dostakrat se moramo poučiti od drugih in spremeniti svojo držo, svoje prepričanje, svojo trmo. Zdaj, da mogoče što je pravo, ja, pa ko se jaz leko od drugih navčim? Ko leko meni to pomaga? Pa ko se leko včimo od drugih ver, nevernikov, s katerimi se soočamo? Pa čeprav znamo, dragi moji, kaj je naša vera v živega Boga prava, da je Bog Biblije resničen, kljub temu se leko mi kot osebe vseeno včimo tudi od drugih nekaj. Primer. Od enega je ateista, šter ne vrne v Boga, se leko navčiš, kako pametno živeti na tom svetu, kar je tebi dobro. Kajte on ne vrne v posmrtno življenje. Ampak on se to skrbi za sebe, da je njemi dobro. Mi dostakrat pozabimo na sebe. Od Jehovih prič se lahko navčimo njihovo vztrajno pričevanje. Čeprav dostakrat jih zasmehujemo, ali ljudje jih zasmehujejo, ampak pogledajte njihovo vztrajnost. Vztrajajo, pričujejo in dajo naprej. Ko se pa lahko navčimo od muslimanov? Točno to. Njuvo predanost Bogu in poslušnost do nadrejenih. Mi, kristjane, binkošnike, ki verujemo živega Boga, pa znamo, da Bog obstaja, da je živ, da je tu med nami. Amen, ne? Ampak što je izmed nas? Če da je pastor pravil, ko treba je 5-krat na dan molite, da je šel in se 5-krat molil. Pa bi se mogoče molili na naš način. Ampak ne, tonge se. Tepih dojeđate, jaz vidim to dostakrat na gradbiščih, na bavštele. Tepih dojdo je tista vera, kompas vera v, gdje je prava smer, molijo. Zadnjič, da smo bili v Egipte, idemo skozi po teh letališčih, v Kotaj, vidiš, kako predano molijo. Predanost njihovimi Bogi in njihovim voditeljev. In kljub temu, če me pere to v smrt. Vidimo zdaj, Izrael je pozval Palestince, naj se umaknejo iz Gaze, ker zavzeli Gazo. Izraelci, naj se Palestinci umaknejo. In večina pravi, tu fut ne idemo, tudi če mrgejmo. Mi bi bežali. Leko se pri njihovo predanost. Ko se leko navčimo od tistih domorodcov, divjih ljudi, ko včasih Viktor pravi, njihov odnos do narave, do sožitja z naravo, živeti iz tistega, kot oni tako pravijo, kot imate zemlja davle, ali pa voda, ali zrak, kakoli. Mi dostakrat to in to znamo, uči se dosta od tega tudi v vseh medijih, zemljo izčrpavamo. Preveč imamo vsega. One pa, če nekaj 2 dni, nikše ribe na trnki, ali ko je tažba, te poč 2-3 dni nika gere, ne? Ampak njihov odnos. In dragi, naš svet je poln različnih ljudi, šteri nam leko pomagajo razširiti naše obzorje. V vsem tem pa leko mi bolje in bolje spoznavamo Božjo ljubezen. In zato je to tako pomembno, ko je bilo tudi govora v Kidričevem. Stati na enom trdnom temelju. Vsaka generacija dela drugače. Vsak zida na svoj način. Ampak, če je naš temelj Jezus Kristus, na katero je naše življenje zgrajeno, potem nas ne zmaje to, ampak idemo do konca. In to dejstvo, da smo v kakšnikoli okoliščinah, da smo na ramenih našega pastirja, da smo na ramenih Jezusa Kristusa, ki nas pele domov, da smo na ramenih Boga ljubezni, to dejstvo nam mora dajati gotovost in hvaležnost.
Daleko tudi v skrajnih situacijah povejmo, što smo, ko smo, ko verujemo v Boga, da se splača za njega živeti, da se splača za njega tudi kaj tvegate. Tudi če nemo podoben vsem mojim prijateljem, ne mu zbite. Ker Bog ima za tebe Bog še stvari pripravljeno. In kot kristjane, da smo leko v enoj Božoj šole, celo svoje življenje, da nas Gospod oblikuje v ljubezni in globše padamo v spoznavanje njega in se nenehno razvijamo. Ne boj zadovoljen s tem, ko se in što se, ampak išči Gospoda in naj ti pomaga, da boš ga bolje in bolje razmo, da bo se bolje in bolje razvijal v njegovoj milosti in ljubezni. Amen. Amen. Leko stanemo gor in ga izmed tej del in potem zaključil za molitvo in potem spet pardon Gregore. Gospod Jezus, jaz sem te hvaležen za tvojo ljubezen in milost in resnično hvaliti, da nas ti spremaš takšni, kak smo. In Gospod, hvaliti, da se leko včimo iz tvoje besede. In Gospod, te prosim resnično, da stojimo trdno na tebi, Gospod dragi, in da znamo v vseh življenjskih situacijah pravilno ukrepati in delati. In Gospod dragi, tudi zdaj v teh nemirnih časih, te prosim resnično, da se molimo za ljudi, ki so v nevarnosti. Gospod dragi, da jih prinašamo pred tebe in da zavibamo tebi, ker znamo, da imaš ti vse pod nadzorom. In te situacije kaže na to, da so čase blizu, da imaš ti priti. Gospod, bude ti proslavljene. Amen.